govorimo o zakonih Božjega kraljestva. Zakon je nekaj, ki vedno deluje. In imaš zakon gravitacije, karkoli vržeš dol, bo pa spustiš sam, bo samo, sploh ni treba vrš, bo telefon dol padel. In obstajajo zakoni v Božjem kraljestvu, haleluja, ki je Bog jih določil, da nam olajša življenje, haleluja. V bistvu razlaga nam, kako stvari delujejo, da nam ni treba toliko trpeti, haleluja. Da lahko živimo zmagovalno življenje. In prejšnjo nedeljo si lahko na YouTubeu pogledate, jaz sem malo ven odrezal, tako da sem zmanjšal vse skupaj na 1 uro. In tako da vsi, ki ste bili tle v živo, si zaslužite eno medaljo. Ampak šli smo od rojstva Izraela naprej, pa smo si pogledali prvega diktatorja na zemlji, ki je zgradil Babilon in kako iz njega ven imamo vso štalo še danes in v bistvu ni nič novega od Nimroda naprej, prvega diktatorja. Isto religije in tako naprej, vse iz tam ven izhaja. In njihov glavni cilj je, da Bog ni dober, da ne splača se slediti Evsu, dajmo se upret Bogu in to sploh beseda Nimrod pomeni. In njegovi zakoni, dajmo jih uničiti, ne rabimo tega. In je Bog je prvega poklical Abrahama ven iz te dežele, okultne in proti Bogu. In to je bil prvi človek, ki je poslušal Boga. Pozabimo, kaj je bilo že prej, ampak potem, ko je Izrael ustanovil. In pa smo videli Izaka, Išmaela, spet naprej problem med Jakobom in Izraelom. Bitka dveh semen se non-stop dogaja. Eno seme, ki hoče služiti Bogu in drugo, ki noče služiti Bogu. In isto vidimo v naših življenjih, duh pa meso sta si nasprotna, prav Pavel. In pol v Rimljanom 7. poglavju vidimo to bitko. Delam to, kar nočem, to, kar hočem, ne morem. In v bistvu meso ne more, duh lahko. V duhu si močen, v mesu si šibek. To je spet ta bitka dveh semen. In pa smo si pogledali, kako so celo angeli odpadali od Boga in postali padli angeli in so hoteli spet hudiče, celo človeško raso hotel uničiti. Samo Noe je bil še, ki je imel genom pravega človeka, ki ni bil pomešan s padlimi angeli in Bog je mogel vse skupaj poplaviti. To je bilo v Genezi 6, vidimo te padle angele, ki spijo s človeškim hčerami in pride do velikanov na zemlji, ki so v bistvu učili človeka uporništvo do Boga. In hvala Bogu, da je Bog to zradiral iz zemlje, ker če ne, mene pa tebe več ne bi bilo danes tukaj. In vemo, da v poslednjih časih vidimo spet ful povečavo nadnaravne aktivnosti z božje in demonske perspektive. In veliko ljudi verjame v Marsovce. So ljudje, ki imajo pričevanja, ima ženske, ki imajo pričevanja, da so jih Marsovci ugrabili, posilili in pol izplunili. In imaš ful enih dokumentiranih zapisov vseh teh marsovskih bitij, ko v bistvu so demonskega izvora. Jaz, če bi zdaj videl leteči krožnik, pa ene Marsovce dol skakati, bi sam rekel v imenu Evsa zginite v tle in bi vsi pobegnali. Zato, ker to niso Marsovci, to so demoni, to so demonske sile, ki res obstajajo. En urednik enega znanega časopisa je naš družinski kolega, ki sem mu ful pričal o Evsu in pa rekel, Klemane, kaj pa Marsovci? A veš, da obstajajo Marsovci? Kje je pol tle Evs? Ko on je videl leteči krožnik. In pol, to je človek, ki ni duhoven. On je urednik zelo tazga zemeljskega časopisa, sam ne bom omenil kjerga. In sem rekel, a mi verjameš, da si to videl? Sem rekel, verjamem. A pol verjameš v Marsovce? Sem rekel, ne, to so demoni. Ker demon lahko skonstruira, kar hoče. Mislim, ne glede kar hoče, ampak veliko stvari znajo skonstruirati, so inteligentno izprijena duhovna bitja. Zato pač veliko ljudi bo nasedal na demonske zvijače. Zato pač ne biti naivan, ampak uporabi ime Jezus, ker ime Jezus je zmagovalno ime. Proti imenu Jezus se demoni ne morejo boriti. Vedno jih bo to uničilo. Če te demoni napadajo, blagor tebi. Ker to je najšibkejši sovražnik, ki te je napadel. Šibkejše osebe, ki je demon, te sploh ne more napasti. To imaš ful srečo.
ti demon napadel. Zakaj? Ker ga lahko takoj premagaš. Takoj. Samo uporabiš ime Jezus. Vse. Uporabiš ime Jezus, haleluja. Slaviš Jezusa. Oni ne zdržijo v Božji prisotnosti. Sam slaviš Jezusa, uporabi ime Jezus. Ok, se pravi toliko v teh padlih angelih. Potem smo videli Babilon, njegovo duhovno osnovo, spet proti Bogu, duhovnost, energije, od piramid naprej, vse živo povezano z New Age danes, ki v bistvu so samo stare duhovnosti, ki zapeljujejo človeka, dajo mu eno moč, ampak njihov cilj je usmeriti stran od Boga. Ne rabiš Boga, ti si Bog. Mi smo bogovi, mi lahko sami vse obvladamo. Mi bomo živeli večno, brez Boga. In tako naprej. In potem smo videli v razodetju, kako bo Babilon padel, kako bo rimski imperij spet obnovljen. Videli smo, da v bistvu hudič skozi na isto foro hoče priti nazaj. Evropska unija je dosti podobna temu, čeprav jaz ne pravim, da je Evropska unija ta končni Babilon, ampak nima veze. Je sistem, ki nas hoče usmeriti stran od Boga. In potem smo videli, kako v bistvu cel ta sistem, od socializma do diktatur, vse ima isto osnovo, spet stran od Jezusa, stran od Boga. In danes gremo v tretjo točko, se pravi, videli smo, kako se je Izrael začel, videli smo bitko teh dveh semen in danes bi rad, da pogledamo brezzakonje. Brezzakonje, grška beseda anomija, in gremo v knjigo Sodnikov, 21. poglavje, 25. vrstica. Sodniki 21-25. Tiste dni ni bilo kralja v Izraelu, vsak je delal, kakor je bilo prav v njegovih očeh. A ni to nekaj, ko to prebereš, se ti zdi, maja, se je prav tako. Ne vsak dela to, ko on misli, da je prav. Točno tako, danes ljudi vzgajamo v šolah in čez vse medije. Važen, da delaš to, kar misliš, da je prav. In to je velik problem cerkve. To pomeni, da si ti zakon. Ti si zakon. Ne samo to, da si ti zakon, ampak to, kar ti čutiš, to je zdaj zakon. In pa smo v velikih problemih, haleluja. To je brezzakonje. Brezzakonje pripelje v anarhijo in ljudstvo propade, ne more uspevati. Vsak dela, kar je prav. Bog je postavil sodnike. V stari zavezi so bili preroki, duhovniki in sodniki. To jih je Bog postavil. Ampak človek ni bil s tem zadovoljen. Njemu ni bilo kul. Oni so hoteli kralja. Oni so hoteli biti taki, kot drugi rodovi na zemlji. In ker sodniki so v bistvu mogli ful v Boga zaupati in oni so usmerjali ljudi v Božji zakon, ker je Tora Božja beseda. In oni so na osnovi Božje besede govorili, kaj je prav, kaj je narobe. In kdorkoli je hotel slediti Jezusu, je to sprejel, kdor ne, je pa delal po svoji, pa delal to, kar on misli, da je prav. In v duhovnem svetu ni duty free cone. Jaz nikoli si ne bi mislil, da sem otrok hudiča, preden sem sprejel Jezusa, da je moj gospodar hudič, ampak bi mislil, da sem sam svoj gospodar. To ne obstaja. V duhovnem svetu ali si pod Božjo avtoriteto, ali si pa pod hudičovo avtoriteto. Ne moreš biti v enem drugem kraljestvu, ker ga ne obstaja. Sta samo dva kraljestva. V Božjem kraljestvu je Jezus kralj, v kraljestvu, ki ni Božje, ki je kraljestvo teme, kraljestvo hudiča je pa hudič kralj tega kraljestva. Bog, in zato prav z majhno začetnico, on je Bog tega sveta. Haleluja. Se pravi, svet v Bibliji in duh tega sveta so pa ljudje, ki se ne pokoravajo Bogu, ne sprejemajo Jezusa za svojega gospodarja, ampak delajo to, kar oni mislijo, da je prav in ne rabijo Boga. In v bistvu ni njihov Bog noben drug razen hudič. To je kruta realnost iz Božje besede. In potem hočejo imeti kralja Izraelci in zberejo si Savla, ker Savl je bil velik, močen, pameten. In Savel, zaradi Savla imamo danes radikalen islam na zemlji. Zaradi njegove neposlušnosti, ker ni poslušal Boga, ampak je delal to, kar se njemu zdi prav.
Razumete, ta lažna svoboda, jaz mislim, da sem svoboden, če delam, kar jaz mislim, da je prav. To je narobe, cerkev, ker slej, ko prej bom prevaran. Jaz moram delati to, kar Božja beseda pravi, da je prav. Jaz moram svoje emocije pa svoje misli pokoriti Božji besedi. Zadnjič je en brat v cerkvi mi je rekel za enega drugega brata v cerkvi. Pustite, da to kompliciram, sam res nočem, da bi kogarkoli obsojil po imenih. Ampak človek se je zaljubil v žensko, ki je že poročena. Razumete? To je narobe. Mene je vsem, kaj ti čutiš, to je narobe. Ti ne moreš biti zaljubljen v žensko, ki ima svojega moža. In obratno, to ne moreš. Ja, pa to čutim, narobe čutiš. Narobe čutiš. To, kar ti čutiš, ni zakon. Zakon je to, kar Božja beseda pravi. Božja beseda pravi, da je zakon svet in da ga ne razdirati. Božja beseda pravi, nema vsak mož svojo ženo, svoja žena svojega moža. Haleluja. Amen. Bog je dovolil mnogo ženstvo, ampak to ni bila njegova volja. Piše, zaradi trdote njihovega srca jim je v novi zavezi in to ni več dovolj. Ampak v stari zavezi jim je za nekaj časa dovolil zaradi trdote njihovih src. In so imeli same probleme zaradi tega. To nikoli ni bila Božja volja. Tako da, razumeš, da ti čutiš, recimo, da si moški, pa čutiš, da so ti moški všeč. To ne upravičuje, da je to prav. Če si ti ženska, pa si ti ženska všeč, to ne pomeni, da je to prav, zato ker ti to čutiš, ti narobe čutiš. Tako, jaz veliko stvari narobe čutim. Mi rabimo Božjo besedo. Božjo besedo. Bog nam je dal, zato ker govorim o brezzakonju, moraš vedeti, da ti nočem dati en zakon, ki te bo usužnil, ampak ti govorim, kako si je Bog predstavljal najino življenje v duhu. Ker Sveti Duh nama je dal moč, da živiva lahko pravilno. Sveti Duh ti dal moč, ko ti je všeč ženska, ki ni tvoja žena, da rečeš ne, haleluja, imam višji zakon. Moj zakon niso moje emocije, moj zakon je Božja beseda, haleluja. Amen. Dobro, noben še ni vam pobegnil, to je dober znak. Haleluja. Ok. In pol Savel dela po svoje. Bog mu pravi, vse moraš pokončati. Ta plemena, on mu je naštel plemena, iz katerih je radikalen islam pol vam prišel. On mi rekel, ta plemena moraš uničiti. Ne moreš jim pustiti. Še naprej delajo štalo, upirajo se Bogu, ubijajo moje otroke, ne vem, delajo štalo na zemlji. Nikoli ne bo mir. In on je rekel, premagal jih je, ampak njih uničil. Ker se mu je njemu zdel prav, da jih pusti pri življenju. In zato imamo toliko štale danes na zemlji, ker človek ne posluša Boga. In morate vedeti, v novi zavezi imamo istega Boga, kot je bil v stari zavezi. Se pravi, karkoli jim je on v stari zavezi rekel, jim je za njih dobro rekel. Karkoli nam govori v novi zavezi, spet nam govori, ka ima nas rad. On ni en hudoben Bog stare zaveze in dober Bog nove zaveze. On je isti Bog. On je isti Bog. Razlika je pa v tem, da v novi zavezi je Jezus izpolnil zakon in je umrl kot pravičen za nepravične in je nam dal svojega duha in zdaj živi čez nas po svojem duhu, da lahko midva hodva v zakonih Božjega kraljestva. Se pravi, da nisva več zvezana z demonskim nagoni mesa in pa rečejo, saj sem sam človek, itak mi je Bog odpustil, zame itak ni rešitve, razen v Jezusu. Ja, se glih to, v Jezusu je rešitev. Glih to, kar si na koncu povedal, je rešitev. To pomeni, da ti ni treba tako živeti več. Amen? Bog te osvobodil. Ok, zdaj poglejmo si, danes se veliko govori o Antikristu in ne vem, če vam je bilo všeč na koncu, ko je Darko govoril, ko so ga sprašvali, ko je bilo par vprašanj o Antikristu, rekel, Antikrist, to je sistem, ki v bistvu kot oseba se sam enkrat omenil v Svetem pismu, ampak dajmo si pogledati, jaz se ne bom danes to spuščal, ampak dajmo si pogledati v 2. Tesaloničanom, 2. poglavje, 3. vrstica,
v bistvu, kakšen je sistem, na čem temelji sistem antikrista. Tukaj beseda, ko govorimo o antikrist, ne pomeni proti Kristusu, ampak namesto Kristusa, kar je še bolj zvito. Ker jaz sem srečal ogromno ljudi, ki jim Jezus pravi, bejdite se stran od mene, ki vas ne poznamo. Oni so rekli, zdravim sem v tvojem imenu. Rekel, stran od mene, sploh vas ne poznam. In ogromno takih ljudi sem srečal, ki ne bojo rekli nič proti Jezusu, ampak celo, da poznajo Jezusa, pa ga ne poznajo. Ampak jim je on samo ena maska, ena stvar med mnogimi bogovi in v bistvu nimajo odnosa z njim. Celo srečal sem ljudi, ki pravijo, da so na novo rojeni, pa nimajo veze z Jezusom. Mislim, odštekam, kam gre ta svet, res. Hudič je če dalje bolj spreten. Ampak poglej si cel sistem v 2. Tesaloničanom 2:3. Naj vas nihče ne vara na kakršenkoli način, kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube. Se pravi, ime za njega tukaj, za ta sistem, ki vodi ljudi stran od Boga, ki je velik upor proti Bogu, je človek anomije, se pravi človek brez zakonja. Se pravi, to je oseba, ki se noče pokoravati Božji besedi. Haleluja. In v tem sistemu sem jaz rastel in najbrž ti tudi. Jaz, ko sem danes prišel v shopping center v City Park, Samuelom je že na vhodu vratar rekel, daj si masko gor. In se rekel, vse mi ni treba v tem delu. In potem sem šel naprej. In jaz sem že naučen, da se uprem v vsakem sistemu, razumete? Jaz, če mi bo rekel, to ne smeš, bom takoj razmišljal, zakaj ne, pa kako bi lahko to, razumete? Ker je pač sistem, v katerem sem odraščal tak. Ampak nekaj pomeni, to, ko priješ Jezusu, se moraš podrediti Jezusu, če bi rad se imel fajn v življenju. Če Jezusa sam sprejmeš, zato da ti bo boljš, se nikoli ne boš imel fajn. Če ga pa sprejmeš zato, ker hočeš slediti njemu, hočeš biti njegov učenec, to je pa edina svoboda, ker pa si pa osvobojen teh nagonov mesa, ker on začne dobivati veljavo. To, ko on pravi, ti je bolj dragoceno, kot zlato. Peter rekel, kam ne gremo, ti imaš besede večnega življenja. Tvoj zakon je wow, tvoja beseda je zakon, haleluja. In na koncu tega učenja bomo šli čez 50 stvari, ki jih je Jezus rekel. Sam ne danes, ne se bojte. Ker čez 50 točk ti je veliko, haleluja. Ok, gremo naprej. Sprav, to je človek nepostavnosti. Duh antikrista je človek brez zakonja, človek nepostavnosti. Pregovori 29:18. Kjer ni vizije, se ljudstvo razuzda. In to je spet anomija, brez zakonja. Kdor pa se drži Božje besede, je srečen. Haleluja. To je pa ful sreča. Etko, ker mogoče, če meni nekaj všeč, recimo, meni je všeč nekaj narediti in mislim, tole me bo zadovoljilo. Pozab, ne bote. Če je proti Božji besedi, te ne bo zadovoljilo. Mogoče te bo, ja, za pač določen čas, ampak problem, ki je povezan s tem, je dost hujši, kakor ono kratek užitek, haleluja. Je dost hujši. Tako da drži se Božje besede. Matej 24:14, govori Jezus v poslednjih časih, Matej 24:14. Ker se bo anomija, nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Haleluja. A razumeš, da je problem, če ne živiš po Božjem zakonu? Ful problem. To je tako, kot da bi pozim ful drva metu v peč, pa vsa okna imaš odprta. Težko zagrel bajto. Razumeš? Ko vsakič, ko ne živimo tako, kot je Bog rekel, samo v štalu se delam. Hudič ima ful vstopa v naš življenje. Ful se pač avtoritete nimamo in tako naprej. Se pravi, brez zakonje, bejš stran od tega. Pavel je rekel Timoteju, bejš stran od mladostniških poželjenj, haleluja. Drži se Boga, haleluja. Poglej si Jožefa, recimo v Stari zavezi, vladar Egipta.
ki ima vse šanse, da tam greši z osebo, ko noben ne bi vedel, še promoviran bil, on beži stran od greha. Ne hoditi po robu, tako kot jaz v City Parku, tukaj še ni treba biti maske, tam si jo bom pola. Razumeš? Ne hoditi po robu, ne skozi testirati, kaj je dovoljen, kaj ni dovoljen, a to je greh, to ni greh. Ne sploh razmišljati o tem, že da ti razmišljaš, kaj je še dovoljen, pa kaj ni več dovoljen, je vse skupaj narobe. Ti moraš živeti 20 metrov stran od tega prepada, kaj je dovoljen, pa kaj ni dovoljen. Amen? Ti moraš sovražiti vsako misel na greh in brezzakonje. Haleluja. Moraš živeti po Božji besedi. Haleluja. Ok, dajmo si še eno točko danes pogledati. V Janezu 1, 1. pa 14. vrstica, govorili bomo o Jezusu zdaj. Jezus je manifestacija Božjega kraljestva. On nam je pokazal, kaj je to Božje kraljestvo. V Janezu 1.1, v začetku je bila beseda, logos, in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Se pravi, Jezus je Bog. Amen. Če malo matematiko razumeš. Zakaj? Poglej si v 14. vrstici. In beseda je postala meso in se naselila med nami. V kom to govori? Govori o Jezusu. Preberi si cel poglavje. Se pravi, piše, v začetku je bil logos, beseda. Beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog, beseda je postala telo, je postala meso. Naselila se med nami, videli smo njegovo slavo kot edinorojenega od Boga. Haleluja. Se pravi, govori o Jezusu. Jezus je Bog. Haleluja. In on je manifestacija Božje besede v telesu. Se pravi, on v Filipljanih piše, se je izpraznil božanstva in je postal človek, isto kot jaz in ti. Vsak čudež, ki ga je on naredil, ga ni naredil kot Bog, ampak kot človek. In to je osupljivo. To je osupljivo. Vse, zato, ko bereš evangelij, ko gledaš v Jezusu, kaj je delal, ne reči, lahko Jezus, on je bil Bog. Kje pa? Piše, da on je bil lačen, utrujen, skušan. Piše, z vsemi izkušnjavami, prav tako kot mi, je on bil skušan. Se pravi, njemu je tudi nekaj govoril, pa je pa drug zakon v glavi, rekel, ne, to ni dobro. In se je uprl, on se je uprl grehu, do smrti na križu. Se pravi, on je najin zgled. On je najin alfa in omega zgled. Mi damo lahko zglede na zemlji ljudi, ki jih spoštujeva. Ampak na koncu, Jezus je najin zgled. Haleluja. Karkoli njemu uspe, lahko tebi uspe. Jezus je celo rekel, kdor veruje vame, bo delal ista dela, kot jaz. To ne bi bilo mogoče, če bi on delal kot Bog, zato ker ti nisi Bog. Se pravi, če pa on delal dela kot človek, ki je odvisen od Boga, pa lahko tudi ti. Haleluja. In je rekel, in še večjo boste delali, kot jaz, je rekel Jezus, zato, ker grem k očetu. In kaj je rekel? Poslal bom drugega tolažnika in on bo vedno z vami. Se pravi, mi naenkrat, ko se mi združimo, jaz ne vem, kaj se bo dogajalo v nedeljo, ko bomo skupaj molili, ampak to je ena oblika, ko skupaj v molitvi lahko ene stvari ustavimo, pa ene stvari napredujemo in se ene stvari lahko odprejo. Haleluja. In bomo molili za dosti ljudi tudi, da jih Bog reši. Haleluja. In jaz verjamem, da se bo ful dogajalo, res. Ampak, ko mi nekaj skupaj verjamemo, se more zgoditi cerkev. Se more zgoditi, haleluja. Se more, zato ker je Jezus vse delal kot človek odvisen od Boga. In zdaj, če je Jezus pokazal, kako zgleda človek, ki je podrejen Božjemu kraljestvu, pol je on najin zgled. Haleluja. Pol lahko mi dva živiva isto. In poglej si zdaj v Rimljanih 6.13, kaj je Božja milost naredila. Kaj nama je omogočila Božja milost. Rimljano 6.13, tudi ne dajte svojih hudov grehu za orožje krivice, temveč dajte sebe Bogu, kakor kateri ste bili mrtvi in zdaj ste živi, in nude svoje dajte Bogu za orožje pravičnosti. Kaj ti greh, poslušajte zdaj to obljubo, kaj ti greh ne bo nad vami gospodoval, ker niste pod postavo, ampak pod milostjo. Haleluja. In ne, če se spomnite, ker Pavel 3-krat molil, da ne gre trn stran od njega, in trn so ljudje.
v Bibliji. 3-krat je trn omenjen v Svetem pismu in vedno so to ljudje, ki te preganjajo. In če pogledaš Pavla, skozi so ga neki preganjali. Dobro, nekje so ga imeli za Boga, ampak že pol v naslednjem poglavju ga pa hočejo ubiti in pol gre naprej, ga imajo spet za Boga in pol ga spet pretepejo v naslednjem kraju in tako naprej. In je rekel, Jezus, mislim, 3-krat se te prosil, da je ta trn stran od mene. In kaj mu je on rekel? A kdo ve? Dovolj ti je moja milost. Halleluja. Poznaš ta citat dober? Si ga že kaj izkoristila v svojem življenju? Halleluja. Amen, jaz verjamem, da si ga. In to je res, cerkev, Božja milost, kjerkoli problem imaš, Božja milost je dost. Zakaj? Ker Božja milost je nadnaravna moč, da lahko živiš, kot je Jezus rekel. Amen. Božja milost je kad človek ne more, Božja milost lahko čez tebe. Amen. Halleluja. Če ne bilo Božje milosti, bi jaz mene več ne bilo na zemlji, sigurno ne. Tudi, če bi pol zginila, ker sem Jezusa sprejel, recimo 2 meseca kasneje, da bi zginila Božja milost, bi tudi jaz mal za tem v roku par mesecev zginil. Halleluja. Ker ne bi mogel sam živeti krščanskega življenja. Halleluja. In to je napaka dosti kristjanov, da hočejo izpolnjevati zakon, da bi iz zakona črpali svojo novo identiteto. In pol mislijo, če prav delajo, jih ima Bog rad, če ne delajo, prav jih nima rad. Ni res, Bog te ljubi brez pogona. Božja milost je pa omogočila, da ne sam, da ti je odpuščeno, ampak da ti več ni treba se valati v blatu. To ti pa Božja milost omogočila. Se pravi, če ti razumeš, da je Jezus v tebi živ, pa močen, pa velik, pa boš imel zmago. Halleluja. In če razumeš, da vse to je po milosti, ne zato, ker si ti molil v nedeljo, pa bil v postu. Če bomo mi v nedeljo molili, pa rekli, zdaj nas pa Bog moral slišati, smo falili celo nedeljo. Če gremo zraven še v post, pa rečemo, zdaj nas bo pa zikr slišal, zato, ker smo šli v post. Smo falili cel post. Mislim, dobra dieta, ne nam škodovala najbrž, ampak duhovno ni nobene koristi od tega. Koristi je samo od Božje milosti. Da veš, hvala ti Jezus, da si vse naredil zame brezplačno in da zdaj tvoja milost čez mene lahko deluje. Halleluja. In pol se zanašaš na njegovo milost. Halleluja. Hvala ti, Oče. Se pravi, cel zakon piše, je izpolnjen, ne piše, da je odstranjen. Cel zakon je bil izpolnjen v Jezusu Kristusu. On ga je izpolnil, on je naredil kljukice. On je vse izpolnil. Zakaj? Da sva midva zdaj pravična. In ko si ti pravičen, zakon več nima veljave. Ne morete, če pride policaj k tebi domov, da si prehit vozil, rečeš, že Jezus plačal. Halleluja. A ne bilo to fajn? Ampak v duhovnem svetu pa je tako. Ko te hudič pride obsojati, rečeš, a sam to sem narobe naredil, imaš okej. Ja, ampak to je sam zadnjih 24 ur. A res, samo to, kaj? Sem mislil, sem ful kaj več ga biksal. Dobro, tukaj krijev se, jaz sem odkupljen. Če ti še kaj ni jasno, pa je do mojega odvetnika. Piše, da imamo, če se pregrešimo, ne ko, ker Božja beseda ne predvideva, da boš ti kar grešil. Zato piše, če. Ne, če, slučajno se pregrešimo, imamo zastopnika, odvetnika pri očetu Jezusa Kristusa. Amen, a ni to dober odvetnik? In ta odvetnik je plačal ceno za te. On je videl, da si ti kriv, se pravi, ni se zlagal, da ti nisi kriv, ve, da si bil kriv, ampak je on plačal ceno. On je šel v zapor namesto tebe, pustil je greh in je šel v pekel. In tam je bil 3 dni. In ko je bil že tam, je pač rekel, manač, dajmo še te ljudi rešati tlele dol. In je še sabo ujetnike iz pekla v nebesa pedel. Kakšna faca naš Jezus, halleluja. In halleluja, dajmo danes, Samara, you wanna play the guitar? In dajmo danes predati svoje srce Jezusu. Halleluja. Kjerkoli imaš mogoče odprta vrata, kjerkoli vidiš tako, da se ti težko podrediti Božji besedi, tukaj te bo vedno hudič napadel. To moraš vedeti. On je neusmiljen. Hudič ni nič dober. On ne reče,
sem že zmatru klemna, gremo še koga drugega zdaj mučiti. Ne, on bo meni težil skozi z isto stvarjo, dokler bo videl, da sem šibak na unem področju. Tam, ko sem močen, se mi ne bo upal blizu pridati. Ampak tam, ko pa ve, da sem šibak, me bo pa čakal za vogalom. In zato je dobro, da vse predajaš Jezusu. Res. Vse, kjerkoli vidiš, da bi lahko, zato prav, kdorkoli stoji, naj pazi, da ne upadel, haleluja, Božji besedo. In to ni nič citat proti veri, ampak je citat, ki hoče omogočiti, da boš tudi čez 10 let še vedno ostal. Amen? Da ne samo kratkotrajno živel v zmagi. Če hočeš dolgo hoditi v zmagi, pol moraš preiskovati svoje življenje pa predajati Bogu to, kar vidiš, da bi lahko hudič zlorabil proti tebi. Zakaj to govorim? Zato, ker moraš vedeti, da Bog te nikoli ne bo obsodil. On te nikoli ne bo zlorabil. On ne bo rekel, ja, 5 stvari imaš plus, 3 stvari imaš minus, nimam te rad danes. Razumeš? Bog te ima vedno rad, vedno te ljubi. Vedno je s tabo, nikoli ni proti tebi. Ampak obstaja tvoj sovražnik, sovražnik tvoje duše, ki bo probal izkoriščati tvoje šibke točke. In zato sam sebe, zato Jezus rekel, kdor sebe sod, ne bo sojen. Razumeš? Samega sebe predaj, ampak ne pod obsodbo, ampak se predaj Jezusu, haleluja. Da on izgrajuje po svoji milosti karakter v tebi, haleluja. Koliko ljudi začne ful dober in pol hudič najde luknjo v njihovem karakterju. In dajmo to obrniti, to ploščo, v blagoslov. Da vsakič, ko je hudič najdu luknjo v tvojem karakterju, rečeš, haleluja. Namesto da si pod obsodbom, rečeš, hvala ti hudič. Da si mi to pokazal, haleluja, ko lahko to zdaj Jezusu predam, amen. Haleluja. In pol, ko pade še nekaj na tleh pobere, ko si že dol, haleluja. In Bog vse obrne v blagoslov, amen, tem, ki ga ljubijo, haleluja. Nič, kjerkoli si, naredi svoj oltar pred Bogom. Oče, mi ti predajamo svoje srce danes, haleluja. Nočemo živeti v brezzakonju. Oče, molim, da kjerkoli se upiramo tvoji besedi, da se to v nas odstrani. Oče, jaz molim, da kjerkoli dajemo prostor hudiču, da gre to stran od nas. Oče, ali je to sebičnost, ponos ali poželjivosti, karkoli, oče, na kjerkoli področju, dajemo danes vse pod kri Jezusa, haleluja. Oče, mečemo se na tvojo milost, haleluja. Ne, tvoja milost nema popolno delo v nas, oče, da ne bomo delali to, kar mi mislimo, da je prav, ampak da bomo vedno delali to, kar ti praviš, da je prav, haleluja. Oče, jaz molim, da smo res tvoji učenci, haleluja. Da pustimo, da tvoja beseda, da je naše vodilo v življenju, haleluja. Oče, jaz molim, da vse, karkoli narobe verjamemo, da nam ti pokažeš, haleluja. Da obrežeš od nas vse, kar ne rodi sadu, da vse to obrežeš, kar ustavlja rast v nas, da lahko rodimo še več sadu, haleluja. Jaz vežem vsako laž sovražnika. Hvala, da kdor je v Kristusu, je osvobojen, haleluja, je resnično svoboden, haleluja. In oče, jaz molim, da smo resnično svobodni, haleluja. Da nismo zvezani z nobeno stvarjo tega sveta, haleluja. Da hodimo v svobodi Kristusa. Karkoli ti težko verjeti Bogu, mu zdaj verjem, haleluja. Ne se zapirati pred Bogom, haleluja. Karkoli vidiš, kjerkoli imaš težave, namesto da se zapiraš še bolj to področje, predaj Bogu, haleluja. Ko on te nikoli ne bo izkoristil, haleluja. On razmišlja najboljš zate. On ima boljši plan zate, kakor ga imaš ti zase. On ti bo dal večji uspeh, kakor ga lahko ti dosežeš svojo močjo, haleluja. Oče, jaz molim, da uspevamo, česarkoli se dotaknemo, haleluja. Ampak da se zraven zavedamo, da si nam ti dal zmago, haleluja. In da se zavedamo, da vse to je zato, ker tvoj glas poslušamo, haleluja. Molim, da ne poslušamo drugih glasov, haleluja. In da ne delamo to, kar mi mislimo, da je prav, oče.
pa da se držimo tvoje besede. Haleluja. Haleluja. Upam, da je to komu koristilo danes. Haleluja. Kjerkoli si, haleluja, lahko si še tukaj, lahko si še družiš, če imaš kakšno stvar, da bi rad, da skupaj zate molimo, lahko priješ naprej.